Današnja debata je tekla o normativih v šolstvu, torej ali povečanje ur oziroma števila učencev pri danem učitelju zmanjša kvaliteto pouka. Tukaj smo uporabili več raziskav in ugotovili, da v bistvu, čeprav normativi povečajo, predvsem pri kakšnih večjih obremenitvah, torej recimo 5 več dijakov oziroma 5 več ur, pri manjših teh obremenitvah ni takšne spremembe. Da je to predvsem bolj odvisno od tega, kakšna kultura izobraževanja je v dani državi, kako izobraženi so profesorji, kakšne razlage med profesorji in učenci, recimo tukaj primer Finske in Koreje, kjer imate to na zelo velikem nivoju in dosegate najboljše rezultate. No, v bistvu, če bi se moralo kaj spremeniti, je predvsem to. Res pa je, da ni bilo pa še nobene raziskave izvedene pri vseh spremenljivkah izvzetih ven. Torej, ali zvečanje ur pri danih spremenljivkah, recimo, da bi na Finskem vzeli šolo in jim povečali število, da bi na to videli, kakšni bi bili rezultati in iz tistega bi lahko potem res sklepali, kakšen je vpliv normativov na učence. Osnovni namen te debate je bil, da bi prišel minister, da bi mu pokazali in debatirali o aktualnih problemih in na to z njim imeli razgovor, kako bi kaj izboljšali, zakaj se kaj ne izboljša. In glede na to, da je nažalost včeraj vlada padla, danes minister manjka, zato bomo naslovili to debato, ta posnetek debate na ministrstvo in bomo videli, kakšen odgovor bomo dobili. Ja, torej na debatnih turnirjih imamo ponavadi tako, da je prvo popolnoma naključno, na kateri strani si, druga runda si na nasprotni strani, tako da v bistvu moraš obe dve sferi pretehtati. Tretja debata je pa ali ponovno naključna, ali je pa impromptu, kar pomeni, da izvemo temo tam na kraju dogodka in imamo 1 uro časa, da se pripravimo. Te teme ponavadi niso preveč strokovne, saj ne moremo dobiti ustreznih podatkov na tako kratek rok. Spremembe so vedno zaželene in če bi dosegli kaj, torej da bi ministrstvo pogledalo in bolj šlo v te podrobnosti in ugotovilo v bistvu, kaj vpliva na kvaliteto pouka in da bi se kaj spremenilo, je vedno zaželeno, vendar ob današnji politični situaciji je težko pričakovati kakšne koli spremembe na tem področju.